V obdobju nizke gospodarske rasti in visoke inflacije je lahko odplačevanje posojil velika težava. Evropska centralna banka je že 10. zapored zvišala obrestne mere, zato se je podražilo zadolževanje tudi pri slovenskih poslovnih bankah. Banke so začele zviševati tudi obresti za vezane vloge, vendar so te še vedno pod evropskim povprečjem in nižje od obresti za stanovanjska posojila. Pod novimi pogoji so obresti v Frankfurtu zdaj zvišali na dobre 4%. Tudi 6-mesečni Euribor, ki ga slovenske banke najpogosteje uporabljajo pri posojilih s spremenljivo obrestno mero, je že presegel mejo 4%, kar je največ po letu 2008. Dražji denar pa pomeni manj zanimanja za posojila in kdo bo poleg tistih, ki imajo spremenljivo obrestno mero, še občutil podražitev. Poznalo se bo tudi tistim, ki sklepajo nove kredite, tudi za fiksno obrestno mero, zato ker oblikovanje fiksne obrestne mere seveda vedno temelji tudi na Euriborju in ob sklenitvi novega kredita je fiksna obrestna mera običajno nekoliko višja od variabilne, zato ker je pač zafiksirana za dolgoročno obdobje. In kakšna so pričakovanja v prihodnje? Prihodnje odločitve bodo pa kot v preteklosti slonele na 3 glavnih elementih. Eden je, kako se bo dejansko gibala inflacija, podatke, ki jih bomo dobivali sproti in jih analiziramo. Poglejmo primer informativnega izračuna ene izmed bank za stanovanjsko posojilo v višini 100.000 evrov na 20 let. Pri fiksnih obrestih je efektivna obrestna mera 4,64, pri spremenljivi pa 5,54%. Mesečni obrok je v prvem primeru dobrih 600, v drugem skoraj 700 evrov. Skupni strošek posojila po 20 letih pa 52 oziroma dobrih 63.000 evrov. Večina stanovanjskih posojil pri nas ima fiksno obrestno mero, pri podjetjih pa je slika povsem drugačna. Tam je večina posojil za spremenljivo obrestno mero. To pa pomeni, da se stroški financiranja zelo povečujejo tudi pri podjetjih. Preglejmo dogajanje na tujem.